Dobrodošli na moj novi video z Vespo na Brač. Evo, kupili smo karte, stane pa za Vespo pa za 2,25 €. Seveda za trajekt, ne za bus. Ja, noč, evo, zdaj smo parkirali, zdaj gremo pa gor. Ene dobre pol ure je vožnje, da pridemo v Supetar. In prvo, kar me je vprašal, tale tukaj, ki ureja promet, a ti si z Vespo prišel iz Ljubljane? Ja. Evo, tako izgleda noter, je klimatiziran, lahko je za pit vzameš, za jest, pa uživaš. Če pa hočeš razgled, greš pa gor. To je ta splitska riva, tam sem jaz in tam končal svoj prejšnji vlog. Tukaj so pa pol v bistvu parkirane ladice, njihova marina, to je pa ta njihov znani Marijan. Zdaj pa pičimo na Brač. Počas smo prišel v Supetar, kakor vidiš, gužve je ful, treba se zdaj vsesti dol, sam ne smeš prehitro iti dol, ker folk prižge avtomobile, zdaj ko se hladijo in pa se ti ugušiš od dima. Te napake več ne bom naredil, tako da jaz lepo gor počakam, pa se pa lepo izkrcam. Največji del je tako, ker se moraš ukvarjati pol kam dati opremo. Važen, da je štrudel, nema veze kam se da čelade. Jaz ti tudi bolj lačen na morju, jaz kadarkoli se kopam, zdaj jaz tako povem, glej, 3-krat bolj kakor normalno. Aha, in je vaterpolo, če ne moj siđa, mislim, je vaterpolo. Evo ga pravi vaterpolo. Stari moj, ti zaveš, koliko je to zajeban. Jaz bi se po moje udavil po 15 minutah, če pa kaj ne znam, pa ne znam plavati. To pa nikoli nisem mogel. Spomnim, ko sem bil 10 let star, ko smo bili na Stenjaku, pa so delili nas v šoli, ko je bila šola v naravi, po skupinah, ne. Meni sploh niso dali skupino, stari. Jaz ko čakam na koncu, kaj pa jaz? Ja, vi ste pa oni, ta najzadnji, kitovi. Evo ga, Supetar, pejte pogledat, leba je, obrneš ključ in potem dobiš pot do raja. In zdaj je to kao sreča tukaj. A ja, zdaj dojamemo, drugače Sveti Petar, zdaj pa Supetar. Se pravi, se spremeni iz Svetega Petra v Supetar, to je vsa fora. A veš kaj je ful dober? Da je ta video podprt od Surfsharka VPN. Kaj je to VPN? VPN ti je virtualno privatno omrežje. To pomeni, da ti spremeni IP računalnika, ki je dober, da ti skrije tvojo identiteto v vsem temu internetu, a ne? Dober je tudi, da spremeniš svoj IP in lahko gledaš Netflix, ameriški, sprav njihove serije, ki jih je več, ali pa ne vem, kupuješ iz druge države karto za avion, ki je tudi cenejša, če pri njih kupaš kakor pri nas. Pa kaj je ful dober pri Surfsharku to, da ima zdaj eno novo foro, ki se imenuje Surfshark One in on se sestoji iz 3 stvari, kot je Surfshark Search, to ti je brskalnik brez oglasov, anonimni, pol imaš Surfshark Alert, se ti kdo udre v komp, dobiš takoj alarme, da je nekaj narobe, pa Surfshark Antivirus, se pravi antivirus, ki ti ščiti računalnik, da ti kdo ne udre. Vse to dobiš ekskluzivno s kodo Dinoti za 3 mesece džabe, tako da mislim, da je dobra ponudba. Zdaj gremo pa naprej. Supetar je slikovito morsko mesto, ki se nahaja na otoku Braču, ki je del Hrvaške. Leži na severni obali otoka in je glavno pristanišče in ene izmed najpomembnejših mest na Braču. Mesto je priljubljena turistična destinacija zaradi svoje lepe obale, zgodovinskih znamenitosti in kulturne dediščine. Evo, zdaj se počasi vračam nazaj, ampak pogled mi je vzela tale rdeča lepotička, PX200 ponovad, nekaj tazga sem jaz imel, sem bil mulo. Evo je, tako je manjša od moje, pa to je bila takrat ogromna Vespa. Ok, na tej stari Vespi se glih ne bi upal voziti sem, se veste, old school tehnologija, pa žre ful. Pa da ne govorimo o popravljanju, ker to so že leta in je marsikaj že zmahano. Razen če bi najdel kakšno čisto obnovljeno, mogoče bi pa tudi razmišljal o tem, ampak raj se jaz držim svoje nove. Človek te mora ti sat umeru, da folk ne gleda pa trop. Glejo, belisima. Ne vem, Vespa je meni top. Pa bi se rekel, da imam eno zvezo z njo. Tako. Romantično. Romantično, ja. Glej, koliko je lepo. Aha, ti si v vezi z Vespo. Jo. Tisti, ki ste ga sprašvali, če je samski, ni, ker je v vezi z Vespo. Bravo. Eto, to je njegova... Belisima. A veš kaj jaz mislim? Jaz mislim, da bi mogel PVG Slovenija mene sponzorirati. Zakaj? Ker jaz sem toliko naredil reklame za to Vespo, pa ne sploh, da bi mi oni kaj rekel, ampak zato, ker jaz imam rad Vespo. Veste zakaj? Zato, ker sem jaz prvič poljubil dekle in to je bilo na Vespi. To je bilo davnega leta 1700 oziroma 1997, toliko star pa spet nisem. In je bilo mesto Domžale po noči ob 12. ob reki Kamniška Bistrica.
oktobra, ko je bilo mrzlo, ampak vseeno me ni preprečal, da sem jaz prvič se obrukal in poljubil punco. Zato takrat imam rad Vespo. Kamen mi je preletel na poti v nogo. Pazi, foro, furaš se po vinkih, ko mi savladavaš pri 90, 100 na uro, 120, juna se zadere, da bo umrla. To je pa zlatni rat enega tam dol. Tukaj nekje sem pa jaz bil, 15 let nazaj sem spal. Tako da zgleda fajn. Ne morem verjeti. Na Bolu sem bil nazaj 15 let. To je bilo leto 2008, takrat sem bil z eno drugo punco in vem, da so me reklame primamile, da vidim ta zlatni rat. Takrat sem prišel tako vrat na nos tja in sem pač vzel, kar sem vzel. Dobil sem sobo v eni hiši na vrhu Brda, vidite, kakšni klanci so okoli. In se spomnim, da takrat nisem imel nič s sabo oziroma da kakšno prevozno sredstvo imel tako kot ta fant na kolesu. In iz hiše do Zlatnega rata je tako 4 km in vsak dan dol in gor je bila živa muka. Je bilo pa fajn. Jaz sem si vzel revijo, takrat Motopuls, motori, zanimali me je ful, se spomnim, takrat so bili ful popularni, Piaggio Beverly 500-ke. Jaz sem imel takrat Hondo CBR 600 in vem, da mi je bila muka se voziti z njo. Tako da sem na tem Bolu prav užival, ko sem videl toliko teh skuterjev in sem lahko dobesedno jih pogledal in spoznal, kakšni so. Vem, da sem ga pol čez 1 mesec, 2 meseca kupil, prodal CBR-ov, kupil Beverlyja, ampak to so drugi časi. Evo ga, Vespica parkirana zraven mnogih motorjev, pa ena podobna Vespa je tudi zadaj. Tako da zdaj gremo si pogledati malo center Bola in pol naprej gremo pa do Zlatega rata. Nič se ni spremenil v 15 letih, kolikor je, vse je isto. Kaj početi na Bolu? Lahko greš na Zlatni rat. To ti je najbolj znana plaža na svetu, oziroma najbolj fotografirana plaža na svetu. Pol kaj lahko še počneš na Bolu? Lahko obiščeš dominikanski samostan, to ti je iz 15. stoletja. Če si v teh cerkvah po veri, je to to. Pol lahko raziščeš mestno jedro, staro mestno jedro. Jaz se spomnim 15 let nazaj, ko sem bil, on ima eno tako kino na vrhu in je odprto. In takrat se spomnim, sem šel gledat film Wall-E, to je taka risanka o ljudeh, ki so propadali in potem te roboti, ki so pucali. No, se veste, pejte si pogled. Pol kaj lahko delaš še na Bolu? Uživaš na aktivnostih na prostem, v aktivnostih na prostem. Se pravi, lahko voziš kolo, raziskuješ cel otok, lahko jadraš, kajtaš, potapljaš se, lahko ješ. Imajo dobro hrvaško tradicionalno hrano, potem imajo dobro morsko hrano, ker je tam ful ribičev, vidite te ladice pa to, pa lahko ješ tudi njihove lokalne specialitete. Pol, iz Bola se gre ful na sosednje otoke, pa če dobra izhodiščna točka za izlete na Hvar, Vis, Šolto, pa lahko raziščeš svašta tam. Ne moreš verjeti, Bol ima tudi nočno življenje, ima klube pa bare. No, jaz nisem kjer bil, niti v barih, ni v klubih. Cene so, veste kakšne, sploh zdaj v teh časih. Pol, če ste kaj umetnika, lahko tudi obiščete kakšen kulturni dogodek, koncerte ali pa umetniške razstave, ful jih ponujajo polet. Imajo tudi dosti teh tržnic, se veš, oni džinže-minže prodajajo, tako da za vsakega je to. A evo ga, to je to, kino Mediteran. In gor na vrhu te stavbe je kino, na strehi sediš, dajo platno, ne vem, 20 stolov, tako čist primitivno, ampak lušno, zapomnil sem si za cel life. Kdo bi si rekel, da je to bilo leta 2008. Pazi to ulico zdaj, lepa, tipična morska ulica, v kateri po noč ne bi hodil sam, da te ne bi kakšna potrebna Nemka napadla, se veš, one imajo rade te temne, črne latinote, ka sem jaz, nabite, lepe, šarmante, karizmatične. Tako da je zelo nevaren hoditi po takih ulicah zvečer, seveda, če si tako kot jaz. No, šalo na stran. Dejansko Bol je enak, kot je bil. No, sej ne moš kaj drugače narediti, kakor te stene, ne. Fasado, da daš pa kaj tazga. Ampak gledajte ga tajfunčka vspred, skuterčka. Skuterčki so povsod, brez skuterčkov ne gre. In končno sem jaz tudi s skuterjem na morju, ampak je bil čas, da počas gremo naprej, na Zlatni rat, pa da vidimo, kako je tam. Ni mi bilo že dolg časa. Upam, da se ni kaj preveč spremenil. Upam, da ne v kaj gužve, ker gužvo ful sovražam. Ampak na takem mestu pričakovati kaj drugega kot gužvo je kar huda. Je pa nekaj oblačen ratal in je malo začel moriti.
Imel sem v planu, da grem se kopati, ampak ti oblaki, jaz pa rad sonce, se me razumete. Na soncu bi se vrgel v vodo takoj, ko je pa oblačno, mi pa kar mori. Oh my god, začel sem biti kot ženska. Ja, mislim, vse ne vas slabo pomenu, ampak tako, se me razumete. Zlatni rat je zaščita od leta 65. Glej, tako je bilo včasih. Ker ni bilo turistično razvito, ampak ful piha, neki se je naoblačil. Tam dole pa nudistična plaža, FKK enega čuna mu ispala, glej. A bi rad videl, koliko je lepo, mirno mesto ta Zlatni rat. Polka ka sardin! Tako se pa Instagramu še zabolj za Zlatni rat slika. Tam se nagozi, 500 000 filtrov. Ok, jaz vem, da je tukaj pihal, ampak sem pozabil, da je toliko pihal. Vem, da je Zlatni rat, pa ta območje znam ful po kajtanju, po windsurfanju. Se pravi, če hočeš res kajtati, tukaj je skozi veter. Se pa tudi spomnim, da z te strani Zlatnega rata je ful pihal, z te strani pa čist nič. Pa je glih to krivec, zakaj je sploh ta gramoz nanesel tja. In ne vem, je par let nazaj celo zginul, ker je bilo ful neki z vremenom problematično, ampak se je spet nazaj pojavil. Že po obliki teh dreves vidiš, da skozi piha. V katero smer, ne? Ja, je pa tole malo mesto, labirint. Se znajdeš tukaj, da priješ do plaže, je kar huda. Tole se je malo razširilo od kar sem jaz bil tle. Tega ni bilo nič prej, je bilo bolj divje. Evo ga, pa smo prišli med sardele. Sem to glih ni moj stil, oziroma nikoli nisem užival v takih gužvah. Ampak glej, če smo že blizu, smo rekli, da bomo šli pogledat, Zdaj pa sam pičimo tja. Evo vašeg Zlatnog rata, vse je pjano, zadrogirano. Hočeš jeti do konca, tam po moje, tam so ka sardele, tam čisto konsentu tam dol. Veš, na tej strani piha, na uni strani pa nič ne piha, glej. Poglej tja. Evo, to je sami rob Zlatnog rata. Smo čisto na koncu. Gleda, ja, tam, ko sem jaz, je 1000krat boljši. Kot tole, ampak glej, treba pokazati, da vidite, kako izgleda dejansko. A ne? Ok, evo ga, na robu smo. Evo ga, na samem robu smo. Zlatnog rata. To je to. Evo, tukaj bom se jaz ulepil. Kako se ti zdi? Glede na to se imenuje Zlatni rat, sem pričakovala zlato. No, sem kar pobral, niti kopil se nisem. Preveč piha, pa neki so oblaki začeli srati. Pa ne da se mi. Nič kaj tazga. Imaš pa svašta, da tle vidiš. Res, od bomb do bomb. Glej, ni. Tam, ko sem jaz pri Splitu, pod strana 100krat boljš. Če hočeš umirjeno, če hočeš divje, je pa to, ne? Ali pa če hočeš kajtati. Opasnost odpada Slitice, se pravi tukaj dol je klif, morate paziti. Pa tukaj se pa pol hod naprej, to je malo naprej od Zlatnog rata oziroma proti Bolu. In tukaj imaš še 2 km, 3 takole šetnice, po temi borovci, je fajn. 15 let nazaj se spomnim, so hoteli s herojički vam prišli, na nogo, ko si jih poril, pa sem rekel, to si moram kupiti, ker se mi ne da hoditi. 15 let kasneje, danes skoraj ne obstaja, da so samo še te električni. Bi pa pas električen tukaj, ker zdaj jaz pa ne morem. Evo, da vidite, koliko je cenik kaj hrane oziroma pice, velike pice. Jaz jem ponovadi tuno, tuna je tukaj 13 evrov. Prav, v redu, ajde, se pri nas je tudi nekaj tazga. Margarita, 10 evrov, jumbo, 45 cm, 13 evrov. Evo ga, to je pa bistvo Bola, se pravi jadranje, kajtanje, vse kar je povezavi z vetrom. Sva pobegnila iz gužve, hodila po eni ulici. Sem malo pogooglil za eno pizzerijo, da gre nekaj pojesti, ker je čas za kosilo, pa da vidimo, kakšne so kje pice. Pa nazaj pa na Vespico pa Kuči. Evo, najdel smo pizzerija Navis, tako čist skrita, med ulicami, prazno vse skup. Očitno še ni se začel, ampak bomo videli, kakšne bojo pice. Sumljivo prazno mi je bilo, zakaj? Ker oni šele od 7 naprej pice delajo. Spodaj pa en pizzerija Gogi, ki je pa dostavljajo, pa bomo šli tja, pa bomo vzeli direkt tam, to bo boljše. Evo, stari, če je kriza na Braču, pizzerija Gogi, uletiš, toliko je veliko, samo da pico naredijo, to je to. In drugače tukaj ne, oni samo po naročilu, ampak imamo ob strani tukaj eno mizico, kjer nam bojo prinesli, pa bom pojedel. Gogi ni razočaral, smo vzeli morsko, če smo že na morju, da probamo. In direkt iz Rerne, vroča, vidiš še narejenje, da ješ z roko.
Vroče, ampak morski sadeži so pravi. Bon apetit. Gogi je v delu svoje. A si se najedla? Zelo. Kakšna ti je bila pica? Ful obložena z morskimi sadeži, top, res je bila top, ker je bila bogata, koliko je treba, ni vno sam kruh, sir, ampak je bila res... Pa imela je une, kva so že uni zaviti? Ja, te, kaj, lovke, ne, a ni imela. Ma ne, uni skupi, a veš, tisti. Kozice. A so bile kozice? Ja, škampi, kozice. Škampi, ja, te fore, kozice, bilo je ful dober. Edin za moj okus lahko bi malo manj sera. Super je bilo. Jaz bi malo manj sera, ker jutri bom spet vas čibal. A bilo je okusno? Ful je, ja, dobro se, da si ful čutil fruti de mare. Ne, da so sveže, ja, veš, kaj je spet to morsko mesto. Tako da vam priporočam, če ste vraču, Gogi. Prišel me je pa 15,5 €, pijača je tako 2,5 €, pica je bila pa 13. Ok, v redu. Pico bi lahko še en jedel, pa se ni draga, 13 € morske plodove, to ni drago. Ja, glej. Jaz živim še v njih časih, ki so bile po 7 €, tako da ja, ampak ok. V zgodovini živimo, v preteklosti. To je to za te pare. Hvala vam lepa, da ste si ogledali ta video. Dajte stisniti spod like. Dajte napisati komentar, kaj se vam zdi kaj. Pa joinite se na moj kanal, spodaj, podprite mal, da lahko delamo še kaj drugega. Poglejte, te soluške ni bili tako kot mi, samo da smo mi bili hitrejši. Uživajte.